Čau. Hvala, da ste se nama pridružili še zadnjič v tem letu v novem podkastu, 24. po vrsti. Današnja tema bo malce kritično obarvana. Roman, vse skozi poudarjaš, da lahko nekatere oziroma mnoge duševne stiske zdravimo s pogovarjanjem in ne s tabletami, antidepresivi, ki jih predpisujejo psihiatri. Zato boš danes skozi psihoanalizo nagovoril psihiatrijo in jo mestoma tudi kritiziral. Še prej pa, če so vam te vsebine všeč in jih želite v prihodnje videti še več, všečkajte tale video, napišite kakšen komentar in se naročite na kanal, kliknite zvonček in izberite vsa obvestila. Vesela bova tudi, če naj podprete s poljubno donacijo preko PayPala ali platforme Ko-fi. Vsi linki za donacijo so spodaj v opisu. V pripravo teh videov gre veliko časa, zato sva hvaležna vsake donacije. Še vedno pa velja, da če donirate vsaj 30 evrov, dobite v zahvalo majico Vodebologija. Pa še kratko obvestilce. Romanova zadnja knjiga Prvi spol bo do konca leta oziroma do konca decembra na voljo po znižani ceni po 15 evrov. Redna cena je 20 evrov. Izkoristite ta božično-novoletni popust in si obogatite znanje o feminizmu oziroma bolje rečeno kritiki feminizma. Prvi spol je poučna knjiga, ki pomaga razumeti razlike med spoloma. Roman vam jo bo s podpisom in posvetilom posredoval na naslov, ki ga boste napisali ob donaciji ali pa ga sporočili na Romanov e-mail. Vse glede knjige in tudi majice imate spodaj v opisu tega videa, tako da si lahko kasneje v miru preberete. Zdaj pa k današnji temi. Z Romanom bova predstavila kalvarijo moškega, starega blizu 50 let, ki se že vsaj 25 let bojuje s svojimi psihičnimi težavami, nenazadnje pa tudi s samo psihiatrijo. Moški, imenovala ga bova Bojan, Romana že dalj časa spremlja, in ko je slišal za poziv, da iščeva ljudi, ki imajo slabe izkušnje z uradno psihostroko, s psihiatrijo in drugimi psihoterapevti, in bi jih rada predstavila v najinem podkastu, se je nemudoma javil. Pogovor z njim je potekal po Zoomu. Roman, glede na to, da si se le ti pogovarjal z njim, bi bilo prav, da uvodoma razložiš nekaj stvari. Ja, kaj ne rečem, tako kot si rekla, ne? Tale tip me posluša že dolgo časa, gleda Faktorje, moje videe oziroma najine podcaste to zadnje leto. Je rekel, da je prav navdušen, moj fan, in ko je videl ta poziv, je rekel, evo, zdaj bom pa dve muhi na en mah ubil, oziroma rekel je, da je hotel priti k meni po drugo mnenje čisto samostojno, potem je pa videl ta poziv, pa ker je zadeva zdaj tako malo anonimno zakodirana, se je pač ukoražil in naj za začetek pač povem, rekla mu bo Bojan, ne, zakodirano ime, da tam je celo tam nekje z obale, tam doli. Star je blizu 50 let, živi zdaj z neko partnerico, sam nima otrok, ta partnerica ima od prej enega otroka, tako da ni invalidsko upokojen, ne, kar je zelo fajn, da ni pustil ali pa ni sprejel, ker taki kot je on navadno pristanejo že v 20 letih svojega življenja na invalidski pokojnini, ki je minimalna, nič ne smejo tako rekoč na črn delati in potem s tistimi 400-500 evri vegetirajo do konca življenja. Navadno se ženske ujamejo v to paradigmo, tale Bojan je pa v bistvu potrpel, nisem se nič pogovarjala, ampak vem, da je navada, da če ima človek tako diagnozo, kot jo ima on, slišali bomo, kaj je v bistvu se z njim dogajalo, da mu ponudijo invalidsko penzijo, ne. Zdaj on pa dela, tako da, bom rekel, se bori, se muči, bil je hospitaliziran, on je intuitivno slutil, ne, se pravi, nezavedno je predpostavljal, da jaz lahko kaj novega povem, kar on sam ne ve o sebi, ali pa kar so mu mogoče bodi si psihiatri zamolčali, bodi si, da ne vejo, ne. In nezavedno pa nekako čuti, da jaz nekaj več vem kot
klasična psihiatrija in evo, zdaj bom probal še par stvari povedati tukaj v eter. Če nadaljujem z Bojanovo kratko anamnezo, naj uvodoma povem tole. Bojan je svoje izkušnje s psihiatrijo imenoval kalvarija, skozi katero je urejal duševno zdravje v zadnjih 25 letih, od leta 1997 naprej. V tem času je trpel domala vsak dan posebej, še posebej v krizah oziroma v akutnih stanjih. Svojo boleznijo oziroma psihično anomalijo, kot bi se tudi dalo reči, je bilo zaznamovano vse njegovo delovanje tako na službenem področju kot na zasebnem in tudi v javnem življenju. Psihiatrije pa ni eksplicitno kritiziral, razen enega psihiatra. Je to po tvojem mnenju zaradi nevednosti? Ja, mislim, človek je izobražen, moram reči, v šoli bil odličnjak, zverziran na tem tehničnem področju. Ponavadi tisti, ki so recimo psihično malce zaznamovani, so dobri v kakih tehničnih vedah, vse nekatere tudi nekako zapelje v mehke znanosti, tudi v filozofijo, pa psihologijo, ampak kakšni računalničarji recimo so prav zbegani, kar se sebe tiče, so pa mojstri in razvijajo tudi določene genializme. In potem pride do neke slepe zaupljivosti medicinski stroki in psihiatrija pač gravitira v medicino, nažalost, po moje bilo bolje, da bi v računalništvo, namreč računalničari vejo, kako software deluje, kako programi delujejo, in če bi se tako loteva razumevanja psihe, bi človek lahko vse veliko vedel. Tako pa paradigma medicine, ki je, kakršna je, medicina se ukvarja s somo, s telesom, in tam se bolezni zdravijo, kot se zdravijo. Zdaj pa stereotipno, ker gre za pač duševno zdravje, vsi mislijo, da ta medicina kaj vešča, da se spozna na možgane, tako kot se kardiologi spoznajo na srce. Ampak to je popolnoma zakalkulirana pozicija oziroma gledišče na medicino oziroma na psihiatrijo. Psihiatrija se po mojem videnju popolnoma spodletelo ubada z možgani, namesto da bi se z mislimi. In ta, bi rekel, revež ali pa vsi tisti, ki hodijo po pomoč k zdravniku, gredo k psihiatrom in tam naletijo na čudo teh nevednežev oziroma teh, ki se zakalkulirajo v to paradigmo psihiatrije, ki se ukvarja z možgani namesto z mislimi. Tam je kopico tudi nekih, bi rekel, sadistov, tudi takšnih psihiatri, ki imajo sami probleme, grejo sebe študirati na medicino, se pameten je mazdo dovolj, sam psihična ranjenost, potem pa njega simptomatsko vleče psihiatrijo in potem dobimo, bi rekel, Radovana Karadžiča. To je vojni zločinec, ki je bil psihiater. Še marsikdo od teh, bi rekel, zelo glasnih vojnih zločincev so bili psihiatri. Tako da ta zadeva, zdaj pa samo malo, preden nadaljujem, bo tale moj Loki verjetno evo, že laja, nič hudega, ker naj gre. Samo malo, spečmo si, nemam zub. Nič hudega, če sva se takole simpatično malo vključila v mojega Lokita. Skratka, tale Bojan je trčil na sočutne ženske. Psihiatrinje, ki so trpele, ko so ga gledale in se v objemu sočutja lotevala njegovega psihičnega patosa. On se je vklenil njihovega mnenja, ki je po mojem mnenju, ki tudi ni spoznanje, ampak po mojem prepričanju, psihiatrija v zablodi, in te sočutne ženske so ga prepričale, kako je zdaj on bolan, kako mora jeti na tablete, kako bo to doživljenjsko jemal. In ženske je hvalil. Če tudi, bi rekel, so delale kardinalne napake pri njegovem diagnosticiranju, se je pa grdo, torej do njega se je grdo obnašal nek psihiater, celo operiral z imenom in priimkom, gre za uveljavljenega psihiatra, celo sodnega izvedenca,
poznam njegove, bi rekel, poglede na marsikaj. Ta je bil pa v objemu izgorelosti, pa tudi nekega sadizma. Mislim, človek je znan, da je dolgo let vodil psihiatrično ambulanto za študente. Ne, in tale Bojan že v študentskih letih je šel do njega. Ne. Tako da dejansko je ta naivnost, nevednost in ta stereotip, da so zdravniki kot bogovi v belem, tisti, ki nekaj vedo o njegovi bolezni. Ne. V resnici gre pa za miselno zavozlanost, ki ima nekaj infantilna jedra, in psihiatri se v resnici sploh ne spoznajo na psihični patos, razen če se ne doizobražujejo v psihoterapevtskem smislu, in on je pač nasedel tej paradigmi psihiatrije, ker je to medicina, bogovi v belem, komu češ drugemu zaupati, ne. Lastni intuicijo malo, sicer pa vprašaš, kdo bo pa zdaj zdravo, ja, zdravniki, kdo že, ja, psihiatri. Ne, jaz se pa čutim dolžnega, da kritiziram te psihiatre, ker po mojem psihoanalitičnem videnju delajo popolno konceptualno napačno, ne, popolnoma zgrešene se lotevajo psihičnega patosa, to pa zato, ker je ta pionir Emil Kraepelin, ki se je rodil istega leta kot Freud, brskal po možganih. Ne. Freud je brskal po miselnih sistemih, po mislih otroka, ne. Miselni odtis otroka je v bistvu Freud iskal. Ne. Kraepelin je pa odpiral možgane, iskal, ne vem, kemikalije, ki bi vplivali na možgane, na njegovem fundamentu. V psihiatričnem pristopu so zrašli tudi elektrošoki, ne, ki so se jih vsi pacienti tako bali in potem hlinili zdravost, samo da niso bili izpostavljeni tem torturam elektrošokov. Ne, vse to je zagodel Emil Kraepelin, ki so ga, mislim, da v Nemčiji tudi tožili, želeli so ga tožiti, on je umrl leta, ne vem, 1856 se je rodil, tam 26, kjerga leta je pa umrl, 1926, Freud je malo dlje živel, kako desetletje, tako da, jaz bi rekel, celo svoj čas je bil Emil Kraepelin kandidat za Nobelovo nagrado, v resnici pa totalno konceptualno zašel. Farmacevtska industrija ga seveda kuje v zvezde, ne, jaz sem pa tukaj že pred desetletjem rekel Bob, zdaj pa to poskušam kronati tudi s telim podcastom. Naj navedem seznam diagnoz, ki jih je Bojan dobil od leta 1998 naprej, torej od njegovega približno 25. leta dalje. Leta 1998 je imel prvo depresivno epizodo z izrazitimi suicidalnimi mislimi. Takrat je bil 3 tedne hospitaliziran. Leta 2001 pa je dobil diagnozo F23-1, gre za akutno polimorfno psihotično motnjo s simptomi shizofrenije. Diagnoza mu je bila določena po nekakšnem, laično rečeno, živčnem zlomu, ki ga je hotel začiniti s samomorom. Sledila je hospitalizacija za nekaj mesecev v psihiatrični bolnišnici. Leta 2009 je dobil novo diagnozo F25-2, shizoafektivna motnja, mešani tip. Ta diagnoza mu je bila določena po vnovičnem začetku obiskovanja psihiatrov zaradi novega, tako imenovanega živčnega zloma, torej nekakšne nove epizode, sicer brez hospitalizacije. Leta 2018 je dobil spet novo diagnozo, tokrat F33-1. Takrat naj bi šlo za ponavljajočo se depresivno motnjo. Bojan je še povedal, da ima trenutno neko zmirno epizodo živčnosti. Določena mu je bila v začetku leta 2019, kar na Bojanov predlog, ker je imel precej depresivne simptomatike in to v vseh preteklih 20 letih. Roman, kako ti gledaš na vse te diagnoze? Ja, skrajno me jezijo, ne, ta metodologija podeljevanja diagnoz ali pa diagnosticiranja
ves ta spisek, bolezni. Danes je, ne vem, karikirano rečeno, če ješ preveč ne vem, zdravo hrano, že imaš diagnozo, ne vem, ortoreksija, bigoreksija, ne vem, razno razne, če narobe dihneš, imaš diagnozo. Danes je vse diagnoza in to na pobudo teh ameriških psihiatrov, American Psychiatric Association, APA, oni diktirajo vse te diagnoze, za seboj ima te farmacevtske lobije, vse se zdravi s tableti, ne. Zdaj, jaz moram reči, da torej šel sem gledati to mojo knjigo, ki je nastaja, ne vem, že 5 let. Sem šel gledati, kaj si jaz napisal in sem prišel do predgovora, ki sem ga napisal 2018, takle čas, 4. decembra 2018, sem v predgovoru zasledil, da jaz polemiziram, kako bom dal tej knjigi naslov in tam je opcija psihoterapija skozi psihoanalizo, kjer bom jaz razložil, da psihoanalitično gledano je psihiatrija v konceptualni zablodi. Potem naslov je bila opcija psihiatrija skozi psihoanalizo. Končno se mi zdi, pa v zadnjih 2-3 letih se mi je pa nekako ustalilo tolo ime, kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. In zdaj, ko zbiram pač energijo, bom to enkrat, bi rekel, začinil, ta moj kritičen pogled na psihiatrijo s to knjigo. Zdaj imam, ne vem, tale je danski psihiater oziroma Peter Götze, Organizirano zanikanje, smrtonosna psihiatrija. To so te knjige, recimo, tle sem šel, ena sošolka, s katero sva tam obiskovala malo šolo psihiatrije. Ona zato, da bi se nekaj naučila, jaz pa zato, da bi lažje kritiziral psihiatre. Mi je dala tolo knjigo, kjer so izpovedi psihiatrov. Vse za vas, a nič namesto vas. Sodobni slovenski psihiatri in še kakšna misel čez. Napisuje, se ni važno, kdo je avtor, to je ne vem koliko, 800 strani. Tukaj imam psihiatrijo iz leta 79, to je norost, kaj so takrat pisali. To Kobal, pa tista partija še pred Ruglom. Vmes sem, Branko Gradišnik mi je delovno verzijo pošiljal Nancy McWilliams, psihiatrično diagnosticiranje, tudi zelo kritična knjiga te ženske avtorice Nancy McWilliams. Knjiga že je šla, jaz sem pred 5 leti že to knjigo z Brankotom Gradišnikom sva debatirala, kako bi se prevajali, recimo Besetzung, on je rekel nabitost, kar tekst angleško, jaz sem pa rekel, da ne gre po mojem mnenju toliko za nabitost, za energijo, zasedba so to prvo prevajali, ampak za oenergetenje misli, oziroma čustev z libidinalno energijo, oenergetenje. Nemško je to Besetzung. Zdaj tale Simon Brezovar, to je dobra knjiga, pa nisem glih ljubitelj psihologov, če pišejo knjige. Jaz sem pred 3 leti to kupil, rekel, vse je popisano, tudi on omenja Nancy McWilliams, in moram reči, da imam toliko tega zapovedati, ker vem, po drugi strani tudi, jaz sem bil v svojem magisteriju toliko predrzen, da sem šel sam meriti ali pa računati vektorsko analizo motivacijskega prostora in sem se seznanil s psihološkimi pristopi pri raziskovanju človeške psihe. In tam je alfa in omega Charles Spearman, tam 100 let se je rodil pred mano, 1863 leta, umrl 1945 leta. On je zastavil znanstvene pristope psihologov k odkrivanju spoznanja, če se malo filozofsko oziroma epistemološko izrazim. In ta Spearman je pač alfa in omega pri zastaviti znanstvenega pristopa pri odkrivanju recimo motivacijskega prostora. In so tam potem z njegovimi pristopi šli v psihopatologijo tudi psihiatri. In potem so, po mojem videnju, ne da bi to točno vedel,
so s faktorsko analizo poskušali detektirati vse te bolezni. Ta Emil Kraepelin je po občutku zastavil diagnoze, po občutku, potem je pa Otto Kernberg, ta pa že bil psihoanalitično podkovan, pa Eva Karigor, kako se že naglaša tole, ta Eva, pa Otto Kernberg, sta s faktorsko analizo dejansko zmerala na stotine pacientov in potem faktorska analiza potem izloči neke skupine vektorjev, skupinske vektorje, ki se jim reče faktorji, ali pa taksonomske analize, in potem na podlagi teh merjenj, na podlagi anketnega vprašalnika, ker že to absurdno, so potem zastavili vse te diagnoze, ki jih je pa potem hrbet ščitila ta ameriška psihiatrična organizacija APA. In zdaj, ko jaz berem te psihiatre, tudi Slavka Ziherla, ki je legendarni, par let nazaj je umrl, on uporablja eno dikcijo, diagnoza je umazana beseda. Uporablja dikcijo, da gre za žaljivko diagnozo s finim pedigrejem, ali pa kritika, recimo, ki jo pacienti radi uporabljajo, ali pa tisti, ki so na strani pacientov, pravijo, da etiketa v imenu, torej z diagnozo, sodi na zvezke, ne pa na ljudi. Zdaj pa, če suma sumarom jaz rečem, otroštvo, psihoanalitično gledano, se vsakomu vrne. Nekomu s pozitivnimi obrestmi, nekomu z negativnimi obrestmi. In če so pozitivne obresti, se pravi dobrega otroštva, potem smo psihično trdni, moralno odgovorni, nimamo psihičnih kriz, tesnobe, depresije, nič nimamo, rinemo kot buldožer, tak privilegij imam jaz, zaradi dobrega otroštva v primarni družini. Negativne obresti se pa, da se disfunkcionalna družina človeku vrne čez 10-20 let v odraslosti, recimo že v puberteti ali pa po 20. letu. Tam pa pokasiramo ali pa pokasirajo ljudje ves drek, ki jim ga starši naserjajo njihovem otroštvu. Psihiatrije pa sploh ne zanima nič v otroštvu, ampak samo tiste tablete talajo not, pa harajo not po sinapsah, po nevronih, prenašalce serotonina probejo kemično spremeniti, se pravi požreš tableto, skozi kapilare po krvi ti gre not v možgane in ti zasvenja vse te sinapse v paketu. In imaš potem kupico stranskih užitkov. Se pravi, psihiatri se ukvarjajo z možgani, popolnoma spodletelo, psihoanalitično razmišljajoči psihoterapeuti ali pa teoretiki se pokvarjajo z mislimi, ki jih človek strukturira v svoji glavi na pobudo otroštva. Oziroma, otroštvo vsele intervenira v odraslost. V otroštvu se zgodi miselni fundament oziroma miselni odtis, ki ima svoje simbolno nasledstvo v odraslosti. Psihično zdravje se poruši človeku oziroma ljudem na pobudo oziroma po diktatu otroštva. In zdaj to treba razumeti otroštvo, zato da bi razumeli psihični patos v odraslosti. In tega psihiatri ne počnejo. Oni pa s tableti napadajo te sinapse, nevrone, živčne transmitre, namesto da bi našli goljufivo misel ali pa pokvarjeno misel, ki se je otroku napačno zapeljala v miselne sisteme, v miselni fundament, v bios. In po teh napačno zastavljenih mislih, seveda misli se zgodijo na pobudo nekega dogodka, zadeva se potem reflektira v odraslosti in potem je treba s psihoterapijo, torej z besedo intervenirati, s pogovarjanjem v miselni fundament iz otroštva. In to dela psihoterapija. Psihiatrija pa tam po nekih ovinkih poskuša in preskakuje, kakorkoli že, mogoče toliko sem zaenkrat zastavil. No, naj te spomnim, da si imel pri svojem odgovoru en Freudian slip, in sicer si rekel namesto stranskih učinkov, stranskih užitkov. Ja, mislim, lepo, da si opazila, seveda, se pravi, stranski učinki grejo na polje užitkov.
oziroma načelo ugodja je tisto, s katerim se pač psihiatri ukvarjajo, se pravi, pacient trpi in zato pride psihiatrom in oni mu dajo tablete, ki v bistvu skušajo izboljšati kvaliteto življenja, da človek ne trpi, se pravi, da bolj uživa, tako rekoč, ne, ampak ti tableti imajo pa stranske učinke, ki so pa zelo nadležni, ne, ker tableta, ko jo zaužiješ, ti stihijsko zasvinja cele možgane. Parcialno je pa treba v bistvu z besedo odvozlati misel in potem se živčni transmiteri spremenijo samo na segmentu napačne misli. Če pa ti požreš tableto, ti pa zasvinja vse možgane, imaš stranske učinke stihijsko in pride tudi do samomorilnih misli, do vsega živega. Lepo, da se tole izpostavlja. No, naj nadaljujem zdaj z Bojanom. Njegova prva hospitalizacija, kot je poudaril, je bila povsem samoiniciativna. Takrat, pred okrog 25 leti, je bil še študent oziroma absolvent. Bojan je med pogovorom in v svojih pisnih izpovedih vselej poudaril, da se je zlomil zaradi kronične nespečnosti. To je treba poudariti. V pogovoru je vse skozi izpostavljal, da ima v bistvu že celo življenje zelo krhek spanec. Tako rekoč že celo življenje ga muči kronična in huda nespečnost, navadno v kombinaciji z močnimi občutki strahu, krivde in razočaranosti, kar ga je navadno, vsaj v preteklosti je bilo tako, pripeljalo še do telesnih oziroma zdravstvenih anomalij in celo do akutnih stanj iz registra psihoze oziroma shizofrenije. Niti Bojan, niti nihče od domačih sprva ni vedel, kaj se z njim sploh dogaja. Nihče, niti sam, niti starši niso znali ustrezno odreagirati. Končno je 15 let starejši brat predlagal pregled na psihiatriji, kjer pa so ga kar hospitalizirali takoj. No, v bolnišnici tudi s pomočjo tablet, sprva je šlo za antidepresive, je po 2 tednih začel znova spati in tudi depresija je nekako izvenela. Zato so ga dokaj hitro odpustili domov. Ker je bilo začasno vse v redu z njim, z ambulantnimi pregledi ni nadaljeval. Antidepresivov pa tudi ni več jemal, ker so bili polni nadležnih stranskih učinkov. Nad psihiatrijo se takrat nekako ni pritoževal, niti nad Centrom za mentalno zdravje, ki ga je pred leti redno obiskoval, ker se je tam dalo tudi pogovarjati in se dogovarjati okrog jemanja tablet, ki imajo, če imajo prehude stranske učinke. Roman, kaj boš rekel na vse tole? Veš, kaj bom rekel, ne? Da predlagam, ker sva Zoom pogovarjanje z dotičnim Bojanom snemala, da bi ti, ki si izrezana v pač teh montažah, da mi izrežeš 3 minute tega mojega na prvo žogo izliva mojega znanja v njegovo kalvarijo. Pa bi prosil, če ti tole zdaj zmontiraš. Prisluhnila bova 1,5-minutnemu posnetku in ga boš potem lahko tudi pokomentiral. Lejte, da vam namignem, ne? Ja. Jaz sem že imel take, kot ste vi. In jaz sem ugotovil, da v njihovem otroštvu se je nekaj dogajalo po noči. Ko jim je hodil v sobo, večino teh žensk. Ko jim je nekdo sredi noči hodil v sobo in potem niso mogli spati. Niso upali zaspati, so bile neprespane, ker ima sprožilec, psiha se sproži v obliki ne morem spati, na to, da se uležem, zdaj pa čas za spanje, ne upa zaspati. Ker je po noč, ko je bila deklica, nekdo hodil v njeno sobo, pa je spolno zlorabljal. Recimo. Eno je taka, ne? Se pravi, če bi se jaz vas loteval, z besedo, bi šel jaz brskati po vašem otroštvu, ne vem, starši imate še žive, brat, mogoče starejši, ki je bil tam na nekem alkoholu, ste mi napisali. Ta brat je lahko hvam, ne vem, a ste vi v isti sobi spali? Jaz živim, najdu ste točko.
Evo, No, pa naj ga dajva. pokomentiram. Namreč meni je odleglo, ko sem slišal, kako je on suvereno, to, kar smo slišali, rekel, dal mi je priznanje. Že vem, ne, najdli ste točko. 10 let mojega otroštva, ne, in srednje šole je brat prihajal pijan domov, on je že bil pač 15 let starejši. Ne. To mu je, rekel, zaradi disfunkcionalne družine, ne, in tega brata je foter garbal, Bojana pa ne. Bojana ni oče nič pretepal, brata pa je, brat se je zapil do konca, ne, že v srednji šoli, ta je bil pa še mehen, 5-6 let, ne, in je vsako noč, tako rekoč, doživljal prihode pijanega brata domov, bal se je že zaspati, če pa je že zaspal, ga je brat zbudil, ne. Bal sem se bratovega prihoda domov, ko sem omagal, ne, je brat prišel in je bilo konc spanja, ne, sem se bal spati, ne, se pravi, celo otroštvo se mu je dogajala intervencija v spanec, ne, in jaz sem takoj to zaznal, ne, in sem mu takoj to povedal in sem mu tudi razložil, da bi on moral v pristopu do tega svojega problema spanca in posledične depresije, ne, pa živčnih zlomov, pa psihotičnih epizod, pa tesnobnih stanj, paničnih napadov, on bi moral najprej rešiti problem spanca. Zdaj, ena taktika reševanja spanca bi bila, da bi on čez dan se vsaj naspal, po urco, 2-3, po noč pa pač bedel. Ne, mislim, strategija bi bila pač drugačna, tako je pa on, ne, po 10 dni ni spal, pa je pa doživljal te, rekel, psihotične živčne zlome, ne, neka akutna stanja zaradi krtenja spanca. Meni so vojaki, ki so bili v vojni, v vojski JLA, v kritičnih razmerah, recimo dol na Kosovu, so bile tam pizdarje, še pred letom 1980, nek so bile razne vstaje, so bili skozi na stražah, po 10-14 dni niso spali, to so bledli, to so imeli halucinacije, ne, se pravi halucinacija, to je psihotična neka epizoda, zaradi deprivacije, spanja, ko človek ne spi, se mu začne trgati, to je najhujši način mučenja človeka, če človek ne spi. In to se njemu točno to dogaja, ne, in jaz sem takoj to zaznal, ne, in zdaj bi mogli. Jaz sem rekel, pa so cela psihiatrija, ki je slepo zaupal, ne, ja, v videoni, on je nasedel kot tankar v plitnini, to, da je imel tablete za nespečnost. Namesto, da nekdo šel iskat, zakaj je on nespečen. Ker ko bi prišel do uvida, ne, bi nespečnost izginila. In jaz sem to počel, jaz sem imel kar nekaj žensk bolj, ne, ko so pedofili po noč hodili v spalnico, ki je punčka spala, ne, potem ni upala zaspati. Pri 20 letih so se pa začele motnje spanja, zato ker je kot deklica doživljala stop pedofilskega očima ali pa očeta ali pa, ne vem, brata ali pa detka. Navadno imajo ženske problem s spanjem, ker mi je nekdo hodil po noč v sobo, ko so bile deklice. In to jaz rešujem s pogovarjanjem, s hipnozo. In posthipnotsko sugestijo, ne, v smislu, danes, ko boste dali 2 prsta na oči, boste zaspali. Ne. In se to, te psihiatri absolutno ne štekajo, da mora to narediti, ne da zjebejo človeku življenje celo. Ker s tableti, ne. Pa gre pa na drage ekskurzije tam na, ne vem, po Sredozemlju na plačilo farmacevtske industrije, ne. In zato sem jaz tako jezen, ne, in bi rad razložil, da je prvost ključna, zato da se nam drugost, ko se zgodi v odraslosti, poruši v nepredvideno smer ali pa neljubo smer. Se pravi, otroštvo, odraslost, prvost, drugost, infantilnost, odrasle kalvarije. Tako moramo to razumeti, ker se nam otroštvo simbolno ponovi. Otrok je oče odraslega človeka, to pomeni, da se nam otroku nekaj dogaja in potem mi v odraslosti samo simbolno podoživljamo otroštvo. In če je otroštvo ok, imamo ok odraslost. Če pa primarna družina čist zjebana, ali pa če bo par teh ključnih dogodkov, se nam ti
ključni dogodki vrnejo in potem se nam psihično zdravje ruši. In se ga je treba lotiti s pogovarjanjem, s talking cure, ne pa s tableti. Skratka. No, če nadaljujem, pred 20 leti je bil Bojan prisilno hospitaliziran. Po 10 dneh kronične nespečnosti in hudega strahu, ki se je nadgradil že v pravceto paranojo, torej preganjavico, je imel Bojan že tudi resen poskus samomora. Takrat se mu je psihiatrija krepko zamirila. Takrat je šlo vse narobe, od prostorske stiske, 25 pacientov je bilo v eni sobi, do neprijaznega, torej razdražljivega osebja. Takrat, na pragu 30 let, je izgubil vse upanje, da si uredi življenje. Od zdravstvenega osebja pa je dobival same nizke udarce oziroma opazke in sadistične graje, v smislu, da zanj ne bo službe in da je invalidska upokojitev zanj edina opcija. Kot je povedal Bojan, so se psihiatri večkrat zmotili pri dajanju zdravil in dali napačna zdravila. Ti pacienti pa so potem zaradi vpliva teh zdravil morali na zaprti oddelek, med njimi je bil tudi sam. Bojan pravi, citiram: "Ko sem ambulantnemu psihiatru kasneje povedal, da bom šel na psihoterapijo, me je nadrl, da je on magister psihoterapije, da mu ne rabim o tem nič govoriti." Konec citata. Bojan je še povedal, da je postal na delovnem mestu še stigmatiziran, kljub temu, da je prej veljal za dobrega delavca. Tudi mobing se je pojavil in bil povezan s stigmatizacijo oziroma njegovo diagnozo. Bojan je zaradi vseh teh pritiskov delodajalcu podal odpoved in se podal v kalvarijo večletnega iskanja službe. Roman, kaj porečeš na vse tole? Zaznoret, kalvarija na kvadrat. In zdaj takih pacientov so takole šli skozi primež psihiatrije, ko so jih tam prišraufali, ko so jim vsi ti pacienti verjeli na besedo, saj ne rečem, če se zgodi psihoza, tam se jaz tudi ne delam, ne vem kako pametnega, ne. Tudi neke bipolarne motnje, ne, ta hiperstanja, ne, te manije, ne, so nadležne in včasih, če ni rekel tablet, samo tabletki ne zdravijo. Tablete samo omrtvičijo oziroma ohromijo človeka. To niso zdravila, tako kot ti vzameš penicilin, pa ti pozdravi ne vem kaj, bolezen, somatsko. Antidepresivi, antipsihotiki absolutno nič ne zdravijo, ampak samo ohromijo te znižajo ti dotok, rekel, življenjske energije v psiho in potem ne čutiš te snobe takšne, ne. Žalost je manj izrazita, mogoče panični napadi izzvenijo, ampak to je absolutno napačno po mojem videnju. Psihoanalitično gledano je treba najti jedrne dogodke, ne, iz otroštva in probati to razvozlati, ko se pride do uvida, do spoznanja, potem simptom, nadležni simptom, tisto občutenje, zaradi katerega ti ne moreš živeti, zbledi ali pa izgine. Ga ni več. Tako bi bilo treba tem pacientom pomagati, ne. Pa dobiš ti diagnozo tam z registra F, ne, to je norost, po domače povedano, ne, te šizofrenija, psihoza, to so norosti. Človek blede, ne, ampak človek blede tudi, če je neprespan. Človek blede, če je zadet stravo prevečkrat. Vid bele miške, deliri tam alkoholni, ti tudi zapadeš v neka halucinacija, ko boš zdaj tam antipsihotika jedel. Ne? In zdaj teli psihiatri ti pove diagnozo, vi ste hudo bolali, tle imate tablete, jih morate jesti do konca življenja in ženska to uboga, če ji tam reče gospodar, tole imaš, jej. Se zrodi za 30 kil, postane seksualno neprivlačna, če ima moža, jo pusti, seksi ne paše, to so vse stranski učinki, ne, teh tablet. Ne. In zdaj ti imaš diagnozo, si zapečaten, imaš stigmo, takole gor ti ne piše, nor si, če imaš šizofrenijo, recimo, ali pa psihozo. Tudi kadar nisi v akutnem stanju. In zdaj tale Bojan pojma ni vedel, kaj se mu bo zgodilo, ko je dobil diagnozo. On je to naknadno spoznal, da ima stigmo. Ne? Da če ti tam rečeš v službi, imam diagnozo, ne, psihozo,
To bežijo stran, olega norca. Ne? Mislim, vse ta stereotip, ne? Nažalost, tudi drži malo, ne? Se pravi, tisti, ki imajo psihične motnje, so večinoma res malo čudni, ne? Tudi mejna osebnostna motnja, ne? To je, bi rekel, motnja osebnosti, ki ni norost, ampak taki ljudje so, kako naj rečem, milo rečeno, malo presmuknjeni, ampak ne presmuknjeni na kognitivni ravni. Tudi nimajo halucinacije, mejno osebnostno motnjo, če nekdo ima, ne? Ampak so presmuknjen, pretegnen, prefuknjen, ne? Je moja gradacija v Razočarani gospodinji pri seksologu, ne? Se pravi, ljudje, ki imajo te psihične težave, ne? Mnogi ali pa večina znajo biti nadležni za okolico. In seveda psihiatrija jih pa zatučka, ohromi, so taki kot zombiji in potem so krotki za okolico, tudi za sorodstvo, ne? Za družino. Ampak on je tam zombi, prej bil pa pol hudiča, ne? In potem se žlahta se tam oddahne, te pride na tablete in potem si ti zombi, ne? Se pravi, ne da se ti nič, ker spal bi, to si brezvoljen, ne? Oddahne se okolica, ampak ti si pa, imaš pa uničeno življenje. V resnici bi mogel pa se ti pogovarjati in spoznati, zakaj si ti tak, ne? Zdaj pa ta izgorelost psihiatrov, ko ima dnevno po 10-20 pacientov, vsak je bolj čudno od drugega, ne? Potem tudi izgorijo. In ko je človek izgorel, recimo zdravniki, in to je bilo preučevano pri zdravnikih, ne? Najbolj v vietnamski vojni, ki se je, bi rekel, sindrom izgorelosti, burnouta začel preučevati, ne? Ko so izredno sadistično reagirali ti kirurgi, ne? Ki so operirali, bi rekel, 1, 2, 3, pa mu je nogo odžagal, ne? Pa se je režil zraven, pa kadil, mu je nogo tam ranjenemu vojaku odžagal, pa mu je lahko nazaj, bi rekel, pozdrav, vse ne bo nucu, vse bo penzijo, to pa so mu odžagali. In Freudenberger, to je pač, nima veze s Freudom, Freudenberger je ta izgorelost leta 1974 dodelal do konca, ne, tako, da je preučeval izgorelost teh, predvsem zdravnikov vietnamskih, oziroma tudi korejska vojna. Ne, in če pride en pacient do izgorelega psihiatra, pa tam 5 minut mu da tam dvojno dozo, on te čisto hromi, psihiatra pa boli patka, ne. Psihiatrinje so mogoče bolj sočutne. Skratka, to so te, bi rekel, začarani krogi, ne? Ženske takoj, bi rekel, zaupa zdravniku, kar da, tale se pa malo upiral, ne? Pa je probal, bi rekel, se celo terapirati, ne? Pa je pa rekel, kaj boste vi meni tam učili, ne? Pa še vem, kdo je to rekel, ne? Nek sodni izvedenec tam psihiatrične stroke. Sem jezen koris, ko tole, recimo, slišite zgodbe. Skratka, stereotipi, da so tisti, ki hodijo na psihiatrijo, malo čudni, to pa držijo, no. Saj so to ranjene duše, trpijo, ampak so težki kot svinj za okolico. Večina njih, no, ne ravno vsi. Pacienti se pa tega ne zavedajo, ne. Oni ne ve, da je z njim kaj narobe, ne. To norc, recimo šizofrenik, ne ve, da je nor. Pa ne veš, da imaš obrambne mehanizme. To je šizofrenik, recimo, ima železno logiko. Ko halucinira eno stvar, on jo vidi 100% resnično. Za njega je to resnično. Evo, toliko mogoče. Ko sem preposlušala posnetek vajinega pogovora po Zoomu, sem izluščila še tole. Vseh teh 25 let so se Bojanu na približno 2 leti pojavljale izboljšave in ponovni padci, torej nihanja v razpoloženju, kar ga je pahnilo v nenehen strah oziroma pričakovanje, da bo še slabše, da bo torej tako hudo kot leta 2002. Spomini na takratno kalvarijo so Bojana hromili in njegova stiska se je samo še potencirala, torej tudi nihanja v počutju oziroma razpoloženju. Občasno uživanje alkohola ga je zaciklalo v začaran krog. Alkohol ga je, tako je povedal Bojan, zelo zaznamoval v otroštvu, saj je odraščal v družini, kjer je bil oče reden pivec alkohola. Bojanov 15 let starejši brat pa je že kot mladostnik celo Bojanovo otroštvo pil kot žolna, kot se je izrazil Bojan.
Boš še ti kaj povedal na to, Roman? Vse tole, te izpovedi, ki jih je on tudi napisal v korespondenci, večino tega je prej še napisal, da so se hitreje pogovarjali so se pa dobro uro, ne. In zadeva meni je kristalno jasna, ne. Meni ni problem to razumeti, zakaj on to ima. Največji problem teh kalvarij je, kako zdaj intervenirati z besedo tako, da če pride nek študent ali pa nek mlajša oseba na pogovarjanje, da mu tako popraviš s pogovarjanjem, z besedo, s talking curam, miselne sisteme, da on živi dokaj normalno, brez intervencije kemikalij v sinapse, v možgane. To je zdaj največja umestnost. Meni ni problem to razumeti. Ne, ker kaj je on je imel te psihične krize zaradi otroštva, ne. Ko je govoril o otroštvu, ne, to je polno kreganja, verbalnega nasilja, fizičnega nasilja, ne. To je skozi neprestane noči celo otroštvo, še mladost potem, ne. Alkohol je pa pol najdu kot naravni antidepresiv in nihče mu ni rekel, ne, samo alkohola ne. Alkohola se boste navadili, brez alkohola ne boste mogli živeti. Dajte raj teč, najte si hobi, neke užitke, nekaj delate samo, ne se zadevati z alkoholom ali pa, tobak, tudi močni tableti ali pa trava, ne, tudi pomaga nekaterim. Alkohol je izredno nevaren in nek zdravilec mu je rekel na začetku te kalvarije, ne piti alkohola in pol, mi je žal, da ga nisem poslušal, ne. To ti ne more kar nekdo reči, to ti more avtoriteta suvereno reči. Če boste pili alkohol, čez 2 let vas ne bo več, ali boste pa tam na zaprtem oddelku psihiatrične klinike. Brez perspektive, zjebali boste vse, kar je možno zaradi alkohola, ne piti alkohola. Nekdo mora suvereno mlademu potencialnemu alkoholiku, ki je imel težko otroštvo, mora prej napovedati, kaj se mu bo zgodilo, če bo šel v alkohol. To avtoriteta, recimo Bog v belem, zdravnik, ima to moč, ima to karizmo, da reče, mrskej, sam ne alkohola. Se pravi, vrstni red pri telem bojanju je bil nespečnost zaradi stvari iz otroštva, vsa ostala simptomatika se je pa vezala na nespečnost. Če ne bi bilo nespečnosti, ne bi bilo psihoze. In razvozlati bi bilo treba jedro nespečnosti. Ne pa, da se ga je zagiftalo s tableti. Ker zadnjih 5 let se je nekako našel, ki je zdaj bolj zrel, določene stvari so mu izzvenele, zato ker je ta brat se v eni točki v njegovem otroštvu oziroma mladosti odselil. In potem je bilo spanje bolj mirno, ne, v tem neki puberteti, ker se je brat že odselil, ne, in njegove težave s spanjem so malo izzvenele, ne, in to samodejno bi izzvenele, ne, zato ker se vrne obdobje mladosti, kjer je bilo vse v redu. Ne, to vse v redu se potem nasledi, ne vem, po 40. letu mogoče, ne. Skratka, vsaka infantilna anomalija, infantilna v otroštvu doživeta, ima svoje nasledstvo v simbolno spremenjeni obliki. Ampak nadležni obliki, v obliki simptoma, s katerim se ne da živeti. Mogoče tokle sem še dodal, kar si že sama povedala. A je še kaj omembe vrednega, kar sva izpustila? Ja, saj so še ene stvari, ne. On je govoril, bi rekel, ko raztrgan dohtar, smo rekel. So rekel, a imate vi, ste kdaj imeli vi diagnozo bipolarna motnja? Ker on depresije je seveda imel, ker je bil neprespan, pa tesnobne stanja, zaradi neprespanosti. Ampak, bi rekel, potem je pa poskušal iti v normalno in seveda je pa poskušal bolj pozitivno razmišljati, ne. In imel ta logična, se pravi, za dežjem posije sonce, ne. Ko je sonce, imaš upanje, imaš neke ideje. In to je logični nasledek, ni pa to že bipolarna motnja, ne. Čeprav bipolarnost kot motnja, ker, bi rekel, huda motnja, bipolarne osebe imajo problem z depresijo, ampak hujša je pa manija. Ker v manijah si pa, bi rekel,
hiperoptimističen, jemlješ kredite, nič ne spiš, imaš promiskuitetno življenje, delaš plane, ne vem, še na Luno bi šel peš, če bi se dalo, ne. In potem poskušati priti na Luno z lojtrom preko Monteveresta, ne. Tok imaš potem zblojeno logiko, če si bipolaren. Ampak tale, bi rekel, maničnost, ki sem jo jaz zasledil, kako euforično je on govoril, sem rekel, pismo, da niste vi v kakšni hipomaniji. To je, se pravi, manija je neka ekscitacija, hiperoptimizem, hipomanija je skozi, da si ekscitiran, ne. In rekel, da nikoli mu niso te diagnoze dali, lahko bi jo imel glede na otroštvo, ki se mu vrača, se pravi, težava pa izboljšava, ne. Žalost pa optimizem, ne. To je ta bipolarnost. In rekel, da ni te diagnoze dobil. Ta, bi rekel, manija, ki sem jo pa jaz zasledil, ne, neka hipomanija, je pa lahko posledica stranskih učinkov tablet. Ne, te tablete pa še vedno občasno jemlje. Jaz sem imel eno punco, ki je imela motnje hranjenja. In ko sem jaz hipnozo pač najedel, pa vse to telesne te probleme imela, anoreksijo, bulimijo, ne, njo so zdravili z antipsihotiki tam v polju, ne, oziroma begunjah, no, je isto kot polje, to je psihiatrična klinika. Sem rekel, ne to, ne jo s tableti zdraviti. Anoreksijo, bulimijo se da zdraviti s pogovarjanjem, s hipnozo. In potem jaz dobim, kjer tablete je. In potem jaz vidim stranski učinek manija, ne, stanja manije. In potem mamica meni govori doma, ko raztrgan dohtar. Jaz sem rekel, stranski učinek tablet je to, ne. Lahko da je imel te manične, bi rekel, ekscese močnega ali pa hipergovorjenja tudi na pobudo teh stranskih učinkov tablet. Pravi stranski učinek je pa meni rekel, da je pa diabetes, ne. Da so zdaj odkrili, da je diabetes lahko stranski učinek določenih tablet, predvsem antipsihotikov, ne, in on ima tudi diabetes. Tako da marsikaj še kaj tazga, ne, mislim, ampak tokle, ki si glih rekla, če sva kaj izpustila. Zakaj pa je dobival antipsihotike? Zasledila sem, da je omenjal Ciprexo, sedaj je na Eglonilu, ki bo menda še najbolj ustreza. Ja, mislim, jaz se toliko vem, ko pridejo k meni Ciprexa, imam Ciprexo, pa nekatere tablete dajo kar osebni zdravniki, ne psihiatri, ne, antidepresive. In se jaz šel gledati tele stvari, to so antipsihotiki, mislim, tableti imajo stranske učinke, zato ker ko ti požreš, gre skozi kri, kapilare, v vse predele možganov, ne samo tam v neko segment, kjer se ti misel, nadležna, napačna misel strukturira. Tebi zasvinja stihijsko cele možgane in določeni rečejo, ja, zdaj se pa dobro počutim, mi pomagajo tableti, ne. Vse pa ne opaža, da ima podivjano logiko na drugih področjih, ne. Mislim, ženska, ki tam ima neka, ne vem, pomirjevala ali pa neke tablete, anksiolitike, ne vem, je bolj s tableti, ampak ni več skrbna mama, ne. Otrok reče, mami, lačen sem, zdrž do malce, bo že jedel. Glej, pa čisto raztrgane hlače imaš, glavno, da te ne zebe, pa da nisi umazan, ne. Nič hudega, če si strga, ne. Vesna mamica ne bi tak odgovor formulirala, ko se z otrokom pogovarja, ampak je zadeta s tableti in flegmatizem upelje na pobudo intervencije v živčne transmitere s tableti, ne pa z miselnimi sistemi, da bi z mislimi barantala, pa postala flegmatična na enem področju, na enem pa ne. Tako da, bi rekel, te tableti zmanjšajo tudi libido, ne, se pravi življenjsko energijo, libido pač je abstraktna energija, če ti požreš te tablete, katerekoli, od antipsihotikov do antidepresivov, anksiolitikov, se ti zniža bencin, se pravi bencin kot energija, ki zalaga mišljenje oziroma mislenje.
In če imaš ti manj bencina, potem je neugodje manjše. Sam, če je zmanjšan libido, ni orgazma. Ženske se zredijo, nimajo seksualnega apetita, zakoni jim propadajo, kot sem že prej namignil. Ne? Tako da s temi antipsihotiki, mislim, se rešujejo stvari, samo vrstni red bi mogel biti drugačen, drugače se to rešuje. Menda se Bojan le redkim izpove do konca in potem ljudje ne morejo verjeti, kako hudo je biti ukleščen v slovensko psihiatrijo in etiketiran z neko psihiatrično diagnozo. Ja, on je imel še samomore, ne? Mislim, če si ti ukleščen v črnoglede misli, če si rekel, poln stranskih učinkov, eden od stranskih učinkov je tudi spodletel pogled na življenje, ne? Pa imaš samomorilne misli. Ne? Če nekdo naredi samomor, se ne da vedeti, ali je imel samomorilne misli zaradi tega, ker je želel tiste tablete, ali je tisto otroštvo bilo tako, da pač zadeve se ne dajo preučiti. Ne? Tako da infantilna ozadja, bi rekel, so ključna. Treba je reči, kar je kot podatek zelo pomemben. Ne? On je o svojem otroštvu oziroma žlahti povedal, tako po mamini strani kot po četovi strani so vsi bili tam neki psihični bolniki. Ne? Se pravi, tudi njihova psiha ni glih tolerantna na, ne vem, stresne dogodke. Ne? Mama je na antidepresivih. Ne? On je celo otroštvo poslušal mamo, ne? Mamo je poslušal, kaj bo z nami. Fotek pretegnen, mama pa, kaj bo z nami, kaj bo z mojim Bojanom. Ne? Ona je skozi jokala, ta Bojan je pa skozi to poslušal, to jokavo mamo. Fotek kastriran, hendikepiran, še neko anomalijo telesno je imel, da je bil še skozi simbolno kastriran. Če je moški simbolno kastriran, razdražljiv postane ravno v krogu družine. In potem, rekel, tisti, ki so se pogovarjali, mama je hodila se pogovarjati k svoji psihiatrini in ta psihiatrina, jo je tudi poznam, to psihiatrino, je rekla, da sta oba dva z mamo in Bojan, da sta talca očeta, se pravi njenega moža, in najboljš bi bilo se odseliti, da bi bilo te nočne more konc. Sam kam se boš odselil, če nimaš denarja? Oče je nosil ti denar, mama pa tam neka gospodinja brez denarja. Kje se boš pol odselil? Se pravi, non-stop se je v neki dogajal v primarni družini iz registra disfunkcionalnosti odnosov v primarni družini. Pol ne moreš biti normalen. Mogoče tole sem še povedal. A se sedaj, ko si vse prespal, kakšne teme, ki bi bila po tvojem mnenju tudi pomembna, nista dotaknila? On ima zaradi te družine pa take mame jokave, ki posrku so njeno žalost, to ima žalost v svojem biosu noter, mamino žalost. On vas jokav, sam če mislim, ker se identificira z mamo, mogoče tudi z očetom. Mi nisva se dotaknila njegove somatične ustrežljivosti, njegovega bega v bolečino oziroma bega v bolezen. Tle mi je on pol napisal, ker sva tudi neke izmenjave e-mailov imela, da je imel skus težave z dihanjem, da je bil tako rekoč pljučni bolnik, bronhitis, alergija, astmatični napadi. Za astmatične napade se ve, da je to posesivna mama. Ti zalije, graš tisto mamo, prav tudi dihati ne možeš, tok ti mama zleze pod kožo. Tudi s to posesivno žalostjo, s katero pritiska na sina. Sin je utaplja se v mami, oziroma mama ga zaduši, in potem ima pač astmatične bronhitis, dihati ne more zaradi mame. Mama je pa v stiski zaradi pretegnjenega moža, očeta tega svojega Bojana.
skozi je bil skozi na nekih zdravilih, celo življenje skozi boleh, ne, beg v bolečino, se pravi, če sem bolan, bo pa oče mogoče bolj toleranten, če bom jaz bolan, ne. To je v psihični realnosti, lahko otroka se zgodi, ne. Zdaj prav, da ga stiska v prsih, ne, da ima tesnobo, ne, pa da ima bolečine v križu, ne. Bolečine v križu so, če človeka življenje lomi v križu, ne. Se pravi, če te življenje lomi, te boli križ, ker te lomi v križu. On joka, ne, moški, ki joka, je simbolno kastriran, ne more, on se opravičuje partnerci, da ga spet more gledati, kako on joka. V resnici pa, tako rekoč, skozi ponavlja materin jok, materino žalost, ne. Tukaj je mama žalostna, brat alkoholik, poter kastriran, ne, hendikepiran tam, zasvojen, ne vem, s čem, s hazardom, imel je neke napake, govorne, ne vem, slušne, ni da ni, poter totalno kastriran in so svojo jezo znotraj torej družine jo vnese in potem otroci ne more biti normalen, ne. Se pravi, vse narobe. Taki ljudje rabijo preko permanentno pogovarjanje, psihoterapijo, ne pa zašopanost s tableti. Evo. No, v svojem pozivu, da bi rad podal svoje drugo mnenje tistim, ki imajo slabe izkušnje s psihiatri in drugimi, tudi licenciranimi psihoterapevti, si bil precej suveren, kot da bi vedel, na kaj vse lahko naletiš. Ali si v svoji psihoterapevtski praksi že doživel kakšne takšne pritožbe čez psihiatrijo oziroma podobne primere, kot je Bojanov, v smislu, da si ti pri klientih opažal čisto druge stvari, kot so jih izpostavili uradni psihostrokovnjaki? Seveda je teh, ne, pridejo k meni pa priznajo, da so bili že pri tem onem tretjem psihoterapevtov, ne, pa pri šarlatanih, pa pri psihiatrih, ko jaz to, ne vem, en pride k meni, se pogovarja 2 uri, pa vi ste pismo, prej ena uradna psihoanalitična psihoterapeutka, 2 let sva se pogovarjala, nič tega vedela, kar ste vi v 2 urah meni povedali, nič ni vedela. Pa uradna lakanovska psihoanalitičarka. Ali pa moj prijatelj šel na psihiatrijo, poznam ga v nulo. Mu je dala kar tablete, se rekel, kolega, ne jaz tabletov, nisi ti za tablete, ja, mi je dala diagnozo, kako pa bipolarna motnja, dej, ne jed na tablete in ni šel na tablete. Ampak bolniško je pa dobil na pobudo psihiatrinje, ne, ali pa neka vipavka prišla k meni in rekla, v pol ure ste vi meni povedali čisto vse, do česa se je moj prejšnji psihoterapeut prebil po 2 letih. Jaz sem rekel, imam te izkušnje, ja. Ali pa ena ženska, sem rekel, 5 minut se pogovarjam, pa reče, vi ste bili spolno zlorabljeni. Ja, ampak to že 18 let nazaj. Sem rekel, to svoje psihoterapeutki povejte. Ja, to me pa še ni vprašala. Ne, pa je pa šla psihoterapeutki to govoriti. Ja, zakaj mi pa niste povedali? Ja, zakaj mi je pa vodeb to takoj vprašal, vi me pa 2 let niste. Ne, mislim. Ali pa neka doktorica, ne, doktorica. In mama k meni poslala, je na tabletih, sem rekel, gospod, ne biti na tabletih. Treba se pogovarjati, ja, mi z medicinci. Ja, medicinsko fakulteto je končala, pa se je odtrgal, ne. Zdaj pa na tabletih ohromljena, ne. Skratka, to je ogromno tega, ne, zato sem rekel, kdo si upa, naj se mi izpove, da bom jaz dal drugo mnenje. To lahko ti povem še za konec. Tako, prišla sva do konca današnjega podcasta. Hvala, če ste zdržali tukaj in če vam je bil video všeč, ga všečkajte in se naročite na kanal. Napišite tudi kakšen komentar ali pa vprašanje za Romana. Če menite, da si to zasluživa in če ste se tudi danes kaj novega naučili, nama lahko donirate poljuben znesek prek PayPala ali platforme Ko-fi. Vse imate spodaj v opisu. Če donirate vsaj 30 €, vas v zahvalo čaka majica Vodevologija za Romanovo knjigo Prvi spol, pa velja do konca leta božično-novoletni popust. Knjigo dobite za samo 15 €. To je vse za danes in lepo se imejte do prihodnjič. Vesel božič in srečno novo leto. Srečno!